Cenjene tovarišice, spoštovani tovariši. Rdeči radikali vas nagovarjamo ob 1. maju, mednarodnem prazniku dela. Ta dan praznujemo že dolga desetletja z vedno istim namenom. Opomniti delavski razred in vse delovne ljudi na neskončno moč, ki jo nosimo v svojih vrstah, v združenih tlenih neumornih rokah, ki izgrajujejo celoten svet in z naglim napredkom prehitevajo celo čas. 99% celotnega svetovnega prebivalstva sestavljamo mi, delavci, ki izgrajujemo prav vse. Preostali procent ljudi si prilašča 90% celotnega svetovnega imetja, iz česar sledi 90% produktov dela brezpravnih, žuljavih rok proletarcev, kar je totalno v nasprotju z naravnimi temeljnimi družbenimi vrednotami, kot so delo, družbena odgovornost, solidarnost in poštenje, ter popolnoma v neskladju z logično soodvisnostjo in nerazdružljivostjo različnih del, glede na to, ali je delo fizično, intelektualno ali vodstveno. V praksi dobro vemo, da so vse naštete vrste dela enakovredne. Tako, kakor bi arhitekt brez gradbenega delavca bil nič, tako tudi zdravnikovo delo brez pridnih rok medicinskih sester in ostalega zdravstvenega osebja ne bi obrodilo nobenega sadu. Ta dva primera sta sicer del skupine 99% delavcev, tako imenovano razslojevanje na nižji in srednji sloj, ki najvišjemu sloju, torej 1%, omogoča brezskrbno vladanje in kopičenje premoženja, predvsem zaradi razslojenosti delavskega razreda. Torej, tovariši, če si resnično želimo končati morečo diktaturo kapitala, se končno poenotimo, tako na ekonomskem kot na družbeno-političnem področju. Največja dilema in največji dvom, sicer tudi napredno mislečih ljudi, pa je, kako sploh začeti. Stara pregovora pravita, iz majhnega raste veliko, ter brez muje se še čevelj ne obuje. Torej, tovariši, še vsako avantgardno gibanje in vsaka avantgardna organizacija v zgodovini, od Pariške komune preko Oktobrske revolucije do narodno-osvobodilnega boja jugoslovanskih ljudstev in kubanske revolucije, se je začelo praktično iz nič. Ter s trdim delom in bojem ter taktiko, ki ni dopuščala naključij, z vključujočim brezpogojnim redom in disciplino, na koncu dosegli slavne zmage, ki si jih marsikdo v tistem času ni niti predstavljal. Zato, tovariši, združujmo se in si zadajmo postopne cilje. Najmanj, kar lahko storimo na začetku, je ustanavljanje samooskrbnih in samoupravnih svetov, ter tako bojkotirajmo velike gospodarske korporacije in si za začetek vsaj hrano pridelajmo sami. Ter s tem milijonom brezpravnih množic podajmo dober zgled, ter emancipirajmo delavce, kmete, študente in upokojence k ljudski nepokorščini izven avtoritete diktature kapitala. Le združeni smo dovolj močni, da zrušimo ta destruktivni, sužnje lastniški turbokapitalizem, ter ga končno prepustimo smetišču zgodovine. Skupaj skozi socialno tranzicijo v obdobje novega človeka, nove družbe in novega sveta, kjer bo človek končno spet človeku človek. Proletarci vseh dežel, združite se. Brane, predsednik Rdečih radikalov. Hvala.